Mednarodni mejni prehod Karavanke so v četrtek 27. junija, le dan po slovesni razglasitvi samostojne Slovenije, napadle enote Jugoslovanske ljudske armade. Takratni pomočnik za zaledje v 33. območnem štabu teritorialne obrambe Janez Koselj ne bo nikoli pozabil, kako so ga zvezni miličniki ugrabili in mu grozili s smrtjo. Od mize so me priklenili na radiator in še mehen kasneje na rampo, ki je bila tukaj od zunaj, ko je bila še mejni prehod. In tudi ustrelili nekaj tistih poskusnih strelov, takrat še z manevrsko, z tem oklepnim transporterjem. In kakor se jim je zdelo, da se nekaj okrog dogaja, bolj napeto zadeva, da se nekaj pripravlja, so me odvezali od radiatorja in dali ven na rampo, tako da bi bil jaz verjetno lahko naša žrtev z naše strani ali pa z njihove. Jugoslovanska armada je zasedbo mejnega platoja Karavanke poskušala Sloveniji preprečiti pot v samostojnost in v skupni evropski prostor, se spominja Jože Ajdišek, ki je bil v času osamosvojitvene vojne na čelu uniformirane policije Uprave za notranje zadeve v Kranju. Počutili smo se popolnoma nelagodno. Prej smo mi pripravili vse načrte za izredne razmere ali neposredno vojno varnost, profesionalni organi oblasti in teritorialne obrambe, da bomo skupaj z Jugoslovansko armado se borili proti nekemu zunanjemu sovražniku. Zdaj se je pa v nekem trenutku ta naš skupni, bi rekel, partner postal naš največji in edini sovražnik. Enotam teritorialne obrambe je že po 2 dneh uspelo zavzeti ploščad pred predorom Karavanke. Po noči pa je bil sklenjen dogovor o izročitvi predora slovenskim organom ter o umiku vseh pripadnikov Jugoslovanske armade in zvezne milice z mejnega platoja. Konkretno z te lokacije praktično 1. julij so šle vojaške enote JLA in pa tudi carine, policije, to je vse z te lokacije odšlo, konkretno tudi z področja celotne občine. Tako da je to resnično nek zgodovinski dogodek tudi za naše zanamce. Veterani vojne za Slovenijo so se ob tej priložnosti zahvalili Anji in Borisu Bregantu iz Hrušice za pomoč pripadnikom teritorialne obrambe med 10-dnevno vojno na Hrušici. Bregantova pravi, da je bila neizmerno srečna, ko je sin uspešno pobegnil iz Jugoslovanske armade in se vrnil domov. Drugi dan, ko je videl posnetke na ljubljanski televiziji, slučajno je bil v Puli na letališču, straži po noči, in ker je pač presodil, da je treba zbrisati, jo je tudi zbrisal. Ampak jaz 3 dni nisem vedela, kje je moj sin. In takrat sem posivela. Župan Mencinger je na slovesnosti izročil plaketo Janezu Koselju za predano delo v območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, ki se lahko pohvali z bogato kulturno, športno in založniško dejavnostjo. Smo rekli, dajmo tukaj gor narediti na Zgornjem Gorenjskem združenje, tako, da bo združevala tiste veterane oziroma teritorialce, vojake, civilne, tiste, to se pravi z obeh takratnih občin Radovljica pa Jesenice, dajmo in se pač srečujemo tukaj, vendar imamo še to, mi imamo vsako leto srečanje tudi v Ratečah, imamo srečanje v Žirovnici, tako da v vsaki občini imamo en dogodek, ki se ga spominjamo. Petkovo slovesnost na Hrušici sta kulturno obogatila pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora ter veteranski pevski zbor območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska.